Jesenkove nagrade so najvišja priznanja, ki jih Biotehniška fakulteta podeljuje posamezniku za življenjsko delo ter najboljšemu diplomantu doktorskega študija in najboljšemu študentu magistrskega študija. Ponosni smo, da številni posamezniki na Biotehniški fakulteti sledijo tradiciji Frana Jesenka. Izjemen znanstvenik in profesor ter naravovarstvenik je tudi letošnji prejemnik Jesenkove nagrade za življenjsko delo, profesor dr. Jurij Diaci. Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta doktorskega študija bo prejel dr. Jure Žigon. Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomantko magistrskega študija pa Anja Kos. Čestitke nagrajencem za nagrade. Tudi z njihovimi dosežki se fakulteta uvršča med najbolj prepoznavne inštitucije izobraževanja in raziskovanja na področju ved o življenju. Gozd je enkratno delovno okolje, zato sem se odločil za študij gozdarstva. Diplomiral in magistriral sem na oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete. Že takrat sem pod mentorstvom profesorja Mlinška proučeval obnovo gozdov v rezervatih in ostal tej tematiki zvest tudi naprej. Več let sem bil v praksi v alpskem nazarskem območju in tam smo s kolegi zastavili več poskusov v naravi, ki še danes dajo dobre rezultate, so vključeni v pedagoški proces in so odličen primer povezovanja znanstvenega dela in prakse. Doktorski študij sem zaključil na Visoki tehniški šoli v Zürichu in se tam seznanil z najnovejšimi metodami proučevanja mikroklime v gozdovih. Te metode smo prenesli v Slovenijo in smiselno nadaljevali obsežno delo naših prednikov. Razvili smo nove načine proučevanja spremenljivosti ekoloških dejavnikov v sestojnih vrzelih in s tem prispevali k izboljšanju sproščene tehnike gojenja gozdov. Veliko smo se ukvarjali z vprašanji vzrasti mladja v zasenčenih razmerah, kot so v naravnih gozdovih, in ugotovili, da nimajo neugodnih vplivov na kakovost in vitalnost. Med prvimi v Srednji Evropi smo začeli s sistematičnimi raziskavami zgodovinskih vzorcev naravnih motenj v pragozdovih. Poznavanje teh je po eni strani pomembno zaradi razvoja sonaravnega gospodarjenja, ki posnema naravne procese, ter po drugi strani zaradi spreminjanja intenzivnosti in jakosti naravnih motenj zaradi podnebnih sprememb. Na tem področju smo se uveljavili v svetu in pridobili več evropskih projektov. Poleg raziskovalnega dela sem bil aktiven na strokovnem področju, še posebej v upravnem odboru Evropskega združenja ProSilva, ki pospešuje sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Vzpostavili smo načine mreženja znanja, še posebej s terenskimi delavnicami, kar je pomembno za kolege, ki se šele odločajo za sonaravno gospodarjenje z gozdovi. V zadnjem obdobju mi je v veliko čast in zadovoljstvo sodelovanje v upravljanju Pahernikove ustanove, ki spodbuja sonaravno gospodarjenje z gozdovi s štipendiranjem in sofinanciranjem raziskav. Razvojni cikli dreves so izrazito dolgotrajni, naše raziskovalno delo temelji na dosežkih predhodnikov in tako upam, da bodo tudi naše raziskave, ki jih zastavljamo, na enak način služile prihodnjim generacijam. Jesenkova nagrada je tudi nagrada kolektivu oddelka za gozdarstvo, katedri za gojenje gozdov ter Slovenski gozdarski šoli nasploh, saj je v gozdarstvu medgeneracijsko in medinstitucionalno sodelovanje temelj za kakovost. Potrditve, da smo na pravi poti, prihajajo tudi iz tujine, saj so sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki je kar samoumevno v Sloveniji, vse bolj širi v Evropi in svetu. Prvič je zapisano tudi v strategiji za gozdove Evropske unije 2030. To je obveznost in hkrati razvojna priložnost Slovenije.
Profesor Jurij Diaci je redni profesor za gojenje gozdov na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in tudi predstojnik katedre za gojenje gozdov. V svoji karieri je opravljal več vodilnih funkcij, med drugim je bil tudi prodekan oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Pri svojem raziskovalnem delu se posveča predvsem ekologiji gozda in njegove obnove in je v Evropi in v svetu velik zagovornik in promotor sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Profesorja Diacija poznamo kot zanesljivega, temeljitega in poglobljenega sodelavca, na katerega se lahko vedno zanesemo. Je kritičen do stvari, s katerimi se ne strinja in pri svojem vodenju odločen in veseli smo, da ga imamo za sodelavca. Prepričan sem, da je šla letošnja Jesenkova nagrada v prave roke in kolegu Juriju Diaciju čestitam tudi v svojem imenu.